večer. Pogledal našega predavatelja, tako kot delegirati začneš razpravljati. Prav lep pozdrav na temu današnjemu večeru. Naš gost je dr. Damir Globočnik, umetnostni zgodovinar, piše, da deluje in ustvarja v Radovljici, jaz mislim tudi v Kranju kaj naredi. Posveča se proučevanju likovnih upodobitev zlasti pesnika Prešerna, njegovih ilustracij, pesmi, proučuje karikature, tudi politično zgodovino ga zanima v povezavi z likovno umetnostjo. Tak spolzek teren sicer, no, ampak do zdaj je zvozil. Je pa napisal recimo kar nekaj knjig, ne? Pa bi rad te naslove povedal, ker so nam nekako predstavljajo našega predavatelja v nedodatni taki zanimivi luči. 12 jezdnih mož, ne? To so 12 zgodb v slovenski karikaturi, Vodiški čudeži, potem pesnikova podoba, to je Prešerna, Afera Timer, portreti, to so avtorstvo, se mi zdi, s Pinterjem. Potem Prešeren in likovna umetnost, kulturno-zgodovinske študije, Pavliha, pesnikov satiričen list, likovna satira, Janez Puhar, fotograf, se spomnite, smo imeli tudi predavanje, likovno in simbolno. Ali se mi zdi težko? Je, ne? Ja. Če dovolite, čisto kratek uvod naredimo, sicer ima ta uvod naslov Janez iz Čoči. Janez iz Čoči hodi od vasi do vasi in pozimi popravlja pohištvo. Proti 40 gre. Zgaranje, šepa, življenje ga je zdelalo. Težko se prebija. Po delu se spravi k počitku, zaspi, sanja, sliši glasove, pravijo, poišči breze, najdi vida, dreves se drži. Mogoče srečaš srečo. Pozabljen, neuk, bolj lačen kot sit, bludnik, z življenjem iz dneva v dan, brezciljnim, begajočim. Kam naj grem, se sprašuje. Kdo mi vodi, kdo mi pošilja ta kodirana sporočila? Vsi vendarle romajo v Kelmorajn. Toda Janez iz Čoči ve, da tam ni brez, da tam rastejo drugi nasadi. Torej na jug moram, tja mi kaže pot. Pojdi skozi gozdove, mu je odmevalo v glavi. In odpravi se na pot. Sreča gozdove Javorja, še prej po levem in desnem bregu reke bujno raste zelenega jesena, prečka bukov nasad posejan žirom, obide vrbe pod nizkim grečevjem. Leske mu zastirajo pogled, lešniki so že odpadli. Oče je sumržen studencu. V daljavi zagleda brezov nasad. Nekakšna skritna moč ga žene tja. Še vedno se sprašuje, kam gre. Pride do kapele. Ljudje kličijo pred oltarjem, moški, ženske, molijo. Prvi pogled, hipnotičen, namenjen njemu, Janezu iz Čoče. Zgubi lačnemu, na pol poti puhu, zgubljenemu svetu. Ravno njemu se je to zgodilo. Pogledala ga je tam pod oltarno podobo in odpeljala ga je v svoje hrame. Čudež, si pravi Janez iz Čoči, tam med brezami v kapeli svetega Vida. Hvala za tako lep napovednik, no, nisem se nikoli počutil tako zelo pomembnega, no, pa hvala za povabilo.
Morda bi samo dodal v vseh teh mojih knjigah, no, da boste vedeli, zakaj se gre. Jaz sem po izobrazbi umetnostni zgodovinar, ampak me je pa vedno zanimala so me tudi taka vprašanja, ker je bolj izrazit, bi rekel, zgodovinski faktor, kulturna zgodovina, narodna zgodovina in pa politična zgodovina. In ta prve knjige so res govorile o karikaturi, likovni satiri, potem je bilo nekaj o upodobitvah pesnika Franceta Prešerna, pa še marsikaj vmes do predzadnje knjige, to je bila pa ta, ki smo rekli, da je Težak oreh, likovno in simbolno. To je knjiga, v kateri je pač več tem in pa poglavij o umetnostih, spomenikih, pri katerih je bolj izrazito poudarjen simbolni faktor. In dejansko takrat sem mislil, da bom v tej knjigi govoril oziroma pisal tudi o Mariji Pomagaj iz Brezgah. Biral sem gradivo, pripravljal sem osnutke, potem sem pa ugotovil, da je ta tema mnogo bolj obširna, kot vsa tista knjiga, likovno in simbolno, in da bi si zaslužila pač samostojno pač publikacijo. Da ponovno, bi rekel, opozorimo na vse tisto, kar se je dogajalo na Brezjah, pa da se vmes najde, bi rekel, tudi kakšna nova stvar, pa nova interpretacija. No, in to je ta knjiga Marija Pomagaj na Brezjah, s podnaslovom Marija Pomagaj in pa pričevanja o romanih na Brezje. Mogo se bom usest, imam tukaj le polno enih blonk listkov, pa ne vidim tako deleč, ker sem pač v Janezi Štoče je bil 40 let, pa je smo slišali, da je bil že star, sem že malo več, Ja. No, skratka, res, ker sem umetnostni zgodovinar, tudi v knjigi se nekako to začne kot en tak umetnostno-zgodovinski pogled na cerkev na Brezjah, najprej na staro cerkev Svetega Vida na Brezjah, to jo vidimo, to je najstarejša znana fotografija, ki je delo brezskega fotografa Vidgerpoderja. Ta stara cerkev Svetega Vida, podružnica župnijske cerkve v Mošnjah, je stala na mestu današnje romarske cerkve Marije Pomagaj do konca 19. stoletja. Zgrajena je bila pa v 14. ali po prvi polovici 15. stoletja po ljudskem izročilu, naj bi jo postavili grofje Podvinski, ki so bili lastniki stolpa oziroma dvora Podvin in so bili vazali grofov ortenboških. To je bila skromna cerkvica, imela ladjo, prito z lesenim stropom, gotko zaključen prezbiterij, prenovljena pa je bila v 17. stoletju. Stala je tedaj na robu, oziroma izven vaškega naselja. Močje vasi Brezji pa je bilo seveda zaradi ugodne, zavarovane dige na širokem pomoru, ki ga uklepa zajeda potoka Perančica in zaradi rodovitne zemlje zelo zgodaj poseljena. Tam so bile med drugim tudi prazgodovinski in pa rimski grobovi najdeni, pa nasledinski ostanki na vzhodnem robu vasi. O stari tradiciji recimo pa seveda priča tudi dejstvo, da je cerkev Svetega Andreja v Mošnjah stala že vsaj leta 1154. Domačini so se ukvarjali s poljoživinorejo, poljedelstvom in pa skravnoseštvom. Vas pa je dobila ime po brezah, ki so nekoč v veliki množini raste tod. Nemška oblika brez, dejansko, kot se najde v francesejskem katastru, je dobesedno prevod brezah. Potem so jo poimenovali tudi Birkendorf oziroma Deutsch Birkendorf ali pa nemške brezje. Namreč Ortenbožani so sredi 14. stoletja tukaj naselili koloniste, skratka ljudi, da bi obdelovali to rodovitno zemljo, ki so bili pa Nemci iz Zgornje Koroške. Zato bi rekel to poimenovanje Deutsch Birkendorf oziroma nemške brezje, na katerega naletimo ponekod celo do 19. stoletja, potem se je pa to nemško prebivalstvo nekako absorbiralo z slovensko okolico
nemške brezje, skratka, da so ljudje ločevali, ene brezje so pa tam v smeri proti Tržiču, tiste so pa imenovali pa slovenske brezje. Skratka, nemški naseljenci, kolikor jih je bilo, so se postopoma spojili s slovenskim prebivalstvom. Cerkev je bila pa kar precej zanemarjena, potem tudi zaradi protestantizma na koncu so bile maše ne samo 3-krat na leto, v obletnici posvečenja, na god svetega Vida in pa na god svetega Jerneja, tako da je škofijski vizitator celo moral odrediti, da naj popravijo njeno opremo in vse arhitekturo. Konec 17. stoletja so k cerkvi prizidali kapelo svetega Antona Puščavnika. To je en pogled, oziroma risba, ki je narisal kranjski slikar Matija Vrdaška. V cerkev na levi strani so prizidali mečkano sevit, to kapelo Antona Puščavnika, ki je veljal za zavetnika živine. Potem pa je bila ponovna obnova konec 18. stoletja. Takrat je bil župnik Urban Ažbe, ki je pri kranjskem poznobaročnem slikarju Leopoldu Lajerju naročil novo oltarno sliko svetega Vida, to je cerkvenega zavetnika. Podružnična cerkev na Dredzah je dejansko cerkev svetega Vida. On je cerkveni patron. Lajer je to sliko narisal med letoma 1794 in pa 98, to je ta slika velika na levi strani, ki prikazuje prizor iz legende svetega Vida. Skratka, sveti Vid je v kotlu vrelega svinca, katrana smole, katerega so ga vrgli, ker ni hotel žrtvovati poganskim bogovom. Levo sta 2 rablja, desno pa 2 duhovnika, ta rdečem ima kadilnico, drugi vzadej pa nekako kaže en kip, oziroma malik in svetemu Vidu prigovarja, ta nekaj pač počasti in se reši smrti. Skratka, sveti Vid je bil edini sin sicilijanskega senatorja Hilara, pozdravil je cesarja, sina cesarja Diokleciana, to je cesar, ki je začel preganjati kristjane. Pozdravil ga je tako, da je iz njega izgnal hudega duha, ki ga je pač obsedel. No, to, bi rekel, zdravilno moč so pa pripisali čarovništvu. No, po legendi je sveti Vid iz kotla prišel nepoškodovan, ampak so ga kasneje pač naprej veliko maltretirali in mučili tako, da je pač storil mučeniško smrt in je mučenec. Ponavadi so jih potem, ko beremo svetniške legende, ko ni šlo z ognjem ali pa z utopitvijo na koncu, so jih pa skoraj vse obglavili. No, sveti Vid, zanimiv je to podatek, da so cerkve svetega Vida domnevno postavljali v krajih, kjer so prej častili boganskega boga, slovanskega boga, Svantovita oziroma Sventovita. Skratka, katoliška cerkev se je nekako vedno povezovala s starejšimi tradicijami. Sveti Vid je eden od 14 priprošnjnikov v sili, priporočali so se mu za zdravje živcev in pa oči, namreč vida, pa tudi zoper božjast, ob nevarnosti bliska ognja, zoper kačji pik, za ohranitev čistosti. Bil je tudi zavetnik lekarnarjev, potljarjev, pivovarjev, pa viničarjev in redarjev, odrskih igralcev in pa plesalcev. Na desni strani je bila taka zanimiva slika, ki je bila včasih v lopi pred cerkvijo, pred staro cerkvijo na Brezjah. Slika je pa zagotovo iz prve polovice 19. stoletja. Namreč to je pomemben podatek, recimo tudi slika lahko služi kot nekakšen dokaz. Na tej sliki so pa dejansko zavetniki vseh 3 oltarjev. Desno vidite svetega Antona Puščavnika, to s palco zvoncem in z prašičkom. Levo je sveti Vid v kotlu, ker je on cerkveni zavetnik, bi moral biti seveda v sredini, ker je bil v glavnem oltarju, zgoraj je pa Marija Pomagaj. In to je tudi en dokaz, da je bila Marija Pomagaj na Brezjah nekako že deležna pozornosti ali pa oboževanja
že pred uradnim začetkom romarske poti na Brezjah, to bomo nekaj potem še spregovorili. Uradni začetek je pa šele 1863. Isti župnik, Urban Ažbe, se je pa leta 1800 odločil, da bo cerkvi na desni strani, na levi strani bila kapela Antona Puščavnika, prizidal približno enako podobno kapelico Matere Božje, za katero je pa pri slikarju Leopoldu Larju naročil sliko Marije Pomagaj, ki je tako, kapelica je bila zgrajena leta 1800, tako je ta slika tudi največ nastala takrat, skratka leta 1800, morda malo prej ali pa na začetku 19. stoletja. Sliko je postavil v ta oltar, ki je bil lesen, oltar je pozno baročni, ima tudi nekaj klasicističnih značilnosti, domnevno ne bi nastal v delavnici Geclov, to je delavnica, ki je vzporedno z Larjevo delovala v Kranju. Ob Mariji, Marija je v tronu, ob njej sta dva kipa Marijinih staršev, to sta Joachim in Ana, to sta ta dva kipa, ki imata malce oranžno oblačila, na skrajni levi in pa desni od oltarjev pa sta zavetnika za nalezljive ali pa kužne bolezni, to sta na levi sveti Valentin in pa na desni sveti Rok. Nad Marijo je recimo goreče srce, to se pravi srce Marijino, takrat so bile zelo razširjene pobožnosti srca Jezusovega in srca Marijinega. Še nad srcem je krona, skratka z žezlom in pa z lilijo kot simbolom nedolžnosti v Atiki, skratka na vrhu pa je Marijin monogram. V tem oltarju je bila slika Marije Pomagaj do leta 1954. Fotografija je pa tudi ena najbolj zgodnjih in celo ena najboljših, kar jih sploh imamo, recimo o stanju do leta 1954 in je delo radovljiškega fotografa Alojza Vengarja. No, slika Marije Pomagaj, velika, visoka je 100x88 cm, na hrbtni strani se je slikar podpisal in piše LL-Pix, to pomeni pač Leopold Larja, Pix pomeni Pix Pinxit, kar v latinsko pomeni naslikal. Naslikana oziroma izdelana pa je v kombinirani tehniki olja in pa tempere, tako so ugotovili, slika je bila precej nedostopna, ker je bila stalno v kapeli, razen 6-7 let, ko se je morala zaradi druge svetovne vojne umakniti z Brezij. Takrat je potem bila v Ljubljani in je slikar Matej Strment, tudi impresionistični slikar, natančno pogledal. Ugotovil je tudi, da je podokvir iz mrekovega lesa, ki naj bi bil, tako piše, odsekan na jelovici žebli, s katerimi je padavino platno pribito na okvir, pa naj bi bili ročno kovani v kropi. Ta rjava, oker barva, včasih so barvne pigmente slikarji izdelovali tudi sami, pa naj bi bila bohinjskega izvora. Zdaj pa bo nekaj misli o nastanku romarske poti. Tukaj le vidimo sam nekaj opozoril na nekatere Marijine Božje poti pri nas, zlasti za tiste, ki so v okolici Brezij. Ena najstarejših Marijinih Božjih poti je bila v Lescah, cerkev Marijinega vnebovzetja. Tam je ta levo zgoraj vidite eno fresko, ki je delo dveh goriških slikarjev, Nikola in pa Štefan, leta 1380, to je nad portalom, nad nekdanjim portalom v cerkev. V Lescah je bila kapela, lesena kapela postavljena v 12. stoletju, kasneje so zgradili zidano cerkev. No, na Bledu ste vsi prepoznali, na Blejskem otoku je stala Marijina cerkev že vsaj v 13. stoletju. Ta grafika pač prikazuje vožnjo z čolni na otok, je pa mnogo kasnejša, tam iz konca 19. stoletja. Desno zgoraj
je upodobljena legenda o Mariji udarjeni, ljubnem na Gorenjskem. To grafiko je pa izdelal, oziroma osnutek za to grafiko je pa izdelal oče slikarja Leopolda Marko Lajer. Legenda govori nekako o tako zidar Gregor Režim iz Kamne Gorice je leta 1692 iz objestnosti s kladivom udaril Marijin kip, ki je bil v Lopi takrat, ki so ga omaknili, ki so cerkev ponavljali, kip je začel krvaviti, ta zidar se je pa potem spokoril, romal v Rim, ne, skratka. Na Ljubnem je bila tudi nekoč zelo priljubljena Božja pot. Pod to je pa grafika Marije z sklonjeno glavo. To je drobna grafika, ki jo je v gozdu v okolici Kroplja leta 1705 našlo 7 tičkov. Tu so potem zgradili kapelico, na to na začetku 18. stoletja zidano cerkev, to je ta cerkev v Kropi, ki je cerkev Marijinega milostivega srca, ki jo imenujejo tudi pri kapelici. Levo spodaj pa, mislim, da tudi poznate, to so pa svete rešarje, ne. Skratka, veliko Marijinih božjih poti je pri nas, tudi samo drobec, ne. Namreč Marija je že v srednjem veku začela dobivati status univerzalne priprošnjice. Skratka, to pa pomeni, recimo, če si imel težave z živino, si pač svojo prošnjo zaupal svetemu Antonu Puščavniku. Pred požarom je varoval sveti Florjan in tako naprej. Marija je bila univerzalna in k njej so se lahko obračali ljudje s temi svojimi težavami. Poseben pomen pa je dobila tudi kot zavetnica, zaščitnica proti Turkom. Tako je zmago nad Turki po morski bitki pri Lepantu leta 1571 krščansko ladjevje doseglo ob izredni Marijini pomoči, kateri se je na pobudo papeža Pija V. z molitvijo rožnega venca takrat obračal v krščanski svet. Naslednje leto pa je papež uvedel praznik svetega rožnega venca. Potem vemo, leta 1681 je Marija pač pomagala obraniti tudi Dunaj pred zadnjim velikim turškim obleganjem. Potem leta 1814, recimo, ko se je papež Pij VII zmagoslavno vrnil iz Napoleonovega ujetništva, to je tudi pomemben podatek, leta 1814, boste potem slišali zakaj, je ta dan, tega maja, 24. maja, ko se je vrnil v Rim, je odredil praznik Marije Pomočnice, najprej v vseh papežskih državah, nato se je pa razširil v vsem katoliškem svetu. Potem leta 1854 je papež Pij IX, zapomnil sem si jih samo zato, ker so vsi se izbrali ime Pij, ne, je pa razglasil dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju. Tudi ljubljanska škofija, ne, se je pridružila temu Marijinemu čaščenju. Leta 1857 je uvedla praznik Marije Pomočnice, leta 1858 je bila v Škofji Loki ustanovljena pri uršulinkah prva Marijina družba. No, zdaj smo pa pri temu letu 1863, ki velja za uradni nastanek romarske poti na Brezjah. Čeprav je treba poudariti, in to je tudi dokazano z enim pismom, ki ga je ta župnik Urban Ažbek postavil na ročju Marijino sliko, poslal Koratu k svetemu Joštu, je dokazano, da so ljudje v stiski že prej, že v času francoske okupacije obračali na brezjansko Marijo Pomagaj in da so prihajali množično moliti k Brezju. No, skratka, tudi tu pa še ena pomembna razlika je, za razliko od teh prejšnjih starejših romanskih krajev, ker so se zgodili čudeži, nenavadni dogodki, ne. Marija udarjena, recimo, ki je krvavila,
Včasih so našli Marijino podobo, pa so jo sklenili v župnišče, naslednji dan je bila spet tam, ne, recimo to je bilo tudi na Sveti Gori pri Gorici, ko se je prikazala v Škiferni gori ali pa na Višarjah, no, za razliko od teh starejših romanskih krajev, kjer so se zgodili ti čudeži, je pa Marizijanska Marija Pomagaj postala čudežna ali milostna zaradi uslišanj. Posebej nekako uslišanja, ki so manjša, pomagala je pri prošnjah, da so ozdravili. Ta velika povečanost, slike so približno vse enako velike, visijo tudi v kapeli, na Brezjah prikazuje prav to, bi rekel, prvo dokumentirano uslišanje. Prva je ozdravila 18-letna Marija Tavčar, ki je bila kasneje poročena Lusti, ki so sosednje župnije, Brezje na Gorenjskem. Tako nekako se bere, da je po hudi bolezni njena noga ostala skrčena in trda, tako da je komaj lahko hodila, opirni seveda. Po 16 tednih jemanja raznih zdravil, pa ni bilo izboljšanja, dvakrat pa se je sanjalo, da jo Marija vabi k sebi. 23. septembra 1863 se je odpravila na Brezje, med mašo je iskreno molila k Mariji in nenadoma začutila, da je bolje, njena noga se je ravnala, odložila je to berglo in jo pustila v kapelici. To je bilo 23. septembra, 2. oktobra pa se je uslišanje dogodilo tudi Mariji Jarc iz Goše, ta je pa bila še hujša bolezen, s kateri je ležala pa kar 4 leta, pa še Niži Tavčar iz Moše in še vedno v letu 1863 Marije Mule iz Smokuča. Skratka, nekateri od teh dogodkov so opisani, takrat je že izhajal katoliški list Zgodnja Danica, nekatere pa nekako lahko razberemo iz teh votivnih slik, kot so te, ki so pred vami, no skratka, votiven pomeni nekako narejen oziroma podarjen zaradi zaobljube. Legenda o nastanku slike Marije Pomagaj, ki jo pač pogosto lahko preberemo. Tukaj je pa upodobljena na 3 ilustracijah slikarja Saše Šancla iz knjige Jožeta Lavrenčiča Tri božje poti. To so bile takrat Brižnje, Višarje pa Ptujska gora. Iz leta 1944, no, legenda nekako govori o tem, Leopold Ljar je zaradi stiske ponarejal denar, to je pač ta prva reprodukcija med francosko okupacijo, zato so ga zaprli. Ob svojem umirajočem bratu v Kranjski Ječi se je zaobljubil naslikati Marijo Pomagaj za Brezje, to je v sredini, in desno ta pa že Leopold Ljar, takrat je bil star 60 let, in pa moštnanski župnik Urban Žbek, ki vstavljata to sliko v oltar. No, kar je dostopnih arhivskih podatkov, pa govorijo malce drugače. No, skratka, dejansko je res, Ljar je ponarejal bankovce za 10 in 50 goldinarjev, so te avstrijski bankovci, ponarejal jih je v času ilirskih polovic, skratka francoske okupacije. Te ponaredke so malo odkrili, ampak po kar dolgi poti. Odkrili so jih pri nekem judovskem menjalcu denarja, kateremu je prišel nek škafar iz Kranja, ta je menjalec takoj prepoznal, da gre za ponaredke. Škafar je povedal, da jih je njegova soproga dobila od Ljarjeve dekle na tržnici. Skratka, junija 1810 so v Ljarjevi hiši naredili preiskavo in aretirali brata, to je bil 47-letni mlajši brat, Valentin Ljar, ki je potem zaradi jetike oziroma sušice umrl v zaporu. Aretirali so tudi Ljarjevo ženo. Po pripovedovanju v Kranju ne bi se teh
preiskovalce tako prestrašila, da je padel iz rok molitvenik, v katerem so bili ponarejeni bankovci. No. Aretirali so tudi deklo, Lajerja so pa malce kasneje zagrabili, ker ga takrat slučajno ni bilo doma. Zdaj, zakaj vemo tako natančno? Ker in avstrijska vlada in francoska vlada sta razpisali zelo visoko nagrado za ponarevalce. Ne? In ta policijski komisar iz Kranja, ki je izvedel aretacijo, in tisti v Ljubljani, ki je na malce višji poziciji, sta se sprla v bistvu, komu pripada ta nagrada. Ne? Zato je vse to tako dobro dokumentirano, ne zato, ker bi bila ta ponaredba takrat tako zelo pomembna. No, piše pa tudi, da nagrada ne bo izplačena v tako visokem znesku, ker te ponaredke niso take kvalitete, da bi lahko kogarkoli prevarili daljši čas. No, skratka, Lajer je bil obsojen na kazen 5 let ječe, kar je pomenilo hišni zapor. In je bil, ali julija je bil aretiran v 1810, pred oktobrom istega leta je pa že na prostosti, potem se mu je pa zgodila pa še ena sreča. 1. julija 1811 je bil hud požar v Kranju, ki je prepelil skoraj vso mesto, razen enega dela, tam okrog cerkve in pa župnišča, in Lajerju je takrat pogorela hiša in pa delavnica. In takrat morda domnevamo, na podlagi vseh teh stisk, se je pa Lajer res zaobljubil, da bo da bo s freskami okrasil to Marijino kapelo, pa tudi to je dokaz, recimo, da je bila ta slika takrat že češčena. Najbrž je izvedel, da se mu je posrečena slika, recimo, ki je bila presežna v vseh pogledih, zato se je odločil, da bo s freskami poslikal kapelo. Žal, nimamo zelo dobrih fotografij teh fresk, ki so potemnjele že do konca 19. stoletja zaradi tega, ker so v tej majhni kapeli stalno ljudje prižigali sveče. Zaradi dima to je bilo zgleda podobno kot eni črni kuhinji, recimo, ne pa kapeli. Skratka, freske so bile kmalu povsem uničene. Je pa bil na teh freskah napis, da jih je Leon Podlaje naslikal 1814 iz zaobljube. Skratka, in tukaj je potem prišlo do tega dogodka ali pa do pojava. Slika je bila, Marijina slika je bila čaščena, freske so nastale iz zaobljube, da sta se pač ta dva podatka nekako prepletla ali pa povezala med sabo, ker do 60 let, nekako 50 let, nihče ni pisal nič, in je spomin že malce zabrisal, in namesto, da bi ljudje govorili, da je Lajer naslikal freske iz zaobljube, so začeli pač govoriti, da je nastala slika iz zaobljube, ampak to ni nič narobe, pač Legender je na bolj povzemajoč način zajamejo bistvo ali pa duh časa. Skratka, tukaj je ena slika, presežna slika, je Lajerjeva zaobljuba in so uslišanja. Freske se niso videle, ampak so bile vsaj opisane, recimo, in točno vemo, da so bili prizori, 4 prizori iz Marijinega življenja, to je Marijino znanjenje, Marijino nebovzetje, Marijino kronanje, in pa v srednji prizori bo pa Marija priprošnjica, ki prosi za pomoč Kristusa sodnika, ki sedi na mavrici. Kakšne pa bi lahko bile te freske, pa lahko si recimo predstavljamo na podlagi drugih Lajerjevih motivov in pa slik. Levo je Marijino vstaljenje, kot ga je Lajer naslikal za glavni oltar v Župni cerkvi v Tržiču. V sredi je Marijino nebovzetje v Župni cerkvi v Cerkljah na Gorenjskem. Desno zgoraj je pa Marijino kronanje na freski v kapelici na predvoru. Spodaj je pa še en antipendij iz cerkve na Trbojah. Tu sem še vedno rekel v vlogi umetnostnega zgodovinarja, da je stvar še malo bolj zapletena, da na
levem stolpcu, pa levi sliki, pa dve v sredini, ne, vse so Lajarjeve Marije Pomagaj, ki jih je naslikal pač za druge priložnosti in vsaj ta levo zgorej, to je v cerkvi Marije Magdalene na Rupi, je zagotovo starejša od slike na Brezjah, ker je pač oltar za to sliko bil v Rupi postavljen že prej, ne. V sredini vzgore je v cerkvi Svetega Gunde, breg pri Žerovnici, pod njo v sredini je Marija Pomagaj, ki je bila slikana v cerkev v Kropi, levo spodaj je pa Marija Pomagaj, ta je za Brezje, za badersko sliko, desno zgoraj je pa tudi ena včasih zelo čaščena slika, Marija z Jezuščkom, ki je v cerkvi na Hombcu. Desno spodaj pa mislim, da vsi poznate, ne, to je pa tam na eni ostalih slikah je materinska ljubezen, tukaj pa očetovska recimo, ali pa ljubezen rejnika do Jezuščka, ne, to je pa sveti motiv, Lajarjeva slika, motiv sveti Jožef, ki pita Jezuščka, ki iz leta 1803, mislim, da je, ki je v cerkvi zasip pri Bledu. Pa seveda vprašanje, ne, po kom se je Leopold Lajar zgledoval. Mislim, da morda najbrž kdo ve, ne, da je vzor, edini vzor je bila slika slikarja, nemškega slikarja Lukasa Kranaha starejšega, Marija Pomagaj, začetka 16. stoletja, ki je danes v cerkvi Svetega Jakoba v Innsbrucku. Pa tudi, to je ta velika slika na desni strani. Potem pa je treba seveda omeniti, da se vse te Marijine nabožne upodobitve daljno navezujejo na bizantinske vzore. Kranach je imel nekako dva ikonografska tipa, v katerem se je lahko zgledoval bizantinskega izvora, ena je bila Marija Eleousa, to pomeni v grščini, ne, tista, ki milostno pomaga, druga je pa Glikofilosa, tista, ki sladko ljubi. Najbolj znamenit tip teh bizantinskih madon oziroma ikon je ta slika levo zgoraj, to je Vladimirska Madona v Tretjakovski galeriji v Moskvi, spodaj je pa slika Mati Božje iz Pelargonije iz leta okrog 1340, po kateri se je Kranach zgledoval, ne, in naslikal svojo veliko, kar precej različno Marijo Pomagaj z Jezuščkom, ne. Videl pa jo je v severno-francoskem mestu Chambray, ko je ta pa prišla, ko je pač nek kanonik kupil v Italiji med obiskom florentinskega koncila, postala je zavetnica mesta, no, takrat je bil, Kranach je bil slučajno tudi tam takrat in se je skiciral to spodaj sliko levo, potem je pa na podlagi tega narisal Marijo Pomagaj in jo uvedel recimo v nemško slikarstvo. Nekih 400 ali 500 kopij Kranachove Marije Pomagaj poznamo v katoliškem delu srednje Evrope, vse od Bavarske do Hrvaške dol, ne pač po našem področju, ki so bile čaščene, skratka. Ampak že na začetku 20. stoletja je bilo jasno, in to je tudi jasno zapisano, da so najpomembnejše štiri, ne, to je bila originalna Kranachova slika v Innsbrucku, njena prva kopija, ki je bila v Passavu, Dunajska Marija Pomagaj, to je tista, ki je pomagala obraniti Dunaj pred Turki, in pa Marija Pomagaj na Brezjah. Skratka, to vsaj, kar se tiče veliko Avstro-Ogrskega oziroma Habsburškega cesarstva. Kaj je bistveno pri Mariji Pomagaj? Nebistveno je ta izredno ljubeč odnos med Jezuščkom in Marijo. Ne? Podoben je točno določen dogodek, recimo iz življenja svete družine, tik pred begom v Egipt. Jezušček je bil rojen v Betlehemu, nekako ga poskušam rekonstruirati, čeprav sem že veliko pozabil. Rojen je bil v Betlehemu, sveti trije kralji so pa sledili tej zvezdi in prišli do Jeruzalema
kjer so kralja Heroda pač obiskali in mu sporočili, da so izvedeli, da je rojen Mesija, odrešenik, ki bo postal bodoči judovski kralj. Herod se je postrašil pač za sebe in za svoje sinove in je odredil, da naj v Betlehemu pobijejo vse otroke moškega spola, ki so mlajši od 2 let. Ne. In potem je pa angel posvaril Jožefa, ne, na tej nevarnosti. Posvaril je pa tudi Jezuščka in Jezuščak se je takrat v tem trenutku, recimo groze, pa stiske, ne, dvignil k Mariji, ne, pobožal po obrazu in rekel, mati, pomagaj. Ne, skratka, zato se ta tip imenuje Marija, pomagaj. Da ne bo še bolj zapleteno, tudi pred Lajerjem, ne, je nastalo kar veliko kopij Kranachove slike, ne. To sta 2, ki sta tudi v naši bližini začetka 18. stoletja, izvirata iz Zoisovega gradiča na Javorniku, danes je pa, oziroma kasneje sta bila v cerkvi na Stari Savi. Ta prvi je, tudi ta slika je kopija slike, ki je v Križevniški cerkvi, ampak Lajer teh slik nekako ni poznal. Do druge svetovne vojne je pa nekako veljalo, da je Leopold Lajer svojo Marijo pomagaj naslikal na podlagi te podobice zgoraj, oziroma te grafike, ki je delal neka grafika Šlajha. To podobico naj bi župnik Urban Ažbe prinesel s seboj iz Innsbrucka, kjer je študiral teologijo in dal Lajerju, pa mu naročil, da ni naslika Marijo pomagaj. Ne. Potem so se pa stvari zapletle, ker je prišlo do nekih novih odkritij. Pod to podobico je pa slika Marije pomagaj, ki je delo očeta Leopolda Lajerja, Marka Lajerja, in so jo pred kakšnimi 15-20 leti odkrili v župni cerkvi v Lescah. Bila je na hrbtni strani druge slike. Ne. Skratka, to je pa slika, ki je Leopold Lajer lahko že videl, ne nazadnje kar v očetovi delavnici, in bi rekel, ta barvna razporeditev oblek je pa že zelo podobna končni veliko brijanski Lajerji. Potem se je pa najdel tudi ta testni list, ki je iz sredine 18. stoletja, ne bi bil delo slikarja Franca Jelovška, koloriral oziroma prebarval, pa ne bi ga v Lajerjevi delavnici, in ta, bi rekel, barvne oblačil se popolnoma ujemajo z Marijo pomagaj na Brezjah. To zdaj pa je en pa del, no, ker sem se lahko malce bolj, rekel, razživel, no, ali pa malo bolj poglobil v ta, bi rekel, moj zgodovinski hobi, ne, robanja, pa robanja na Brezjah, ne. Saj po teh, ali pa bi rekel nastanek, bi rekel, romarskega središča na Brezjah. Po tem prvih ozdravljenih se je to začelo kar hitro odvijati. V 70-ih letih so kar na Brezje prišli, eden za povrstjo 3 škofi, najprej goriški nadškof Andrej Golmajer, ki je bil sicer radovljiški rojak. Potem je prišel graški nadškof Jokan Batist Cvelgar, ki je pa zelo pomemben za Brezje, nato pa še ljubljanski nadškof. In graški škof Cvelgar je predlagal, ko je pač videl množico ljudi na Brezjah, ne, pa majhno cerkev, in predlagal, da bi bilo potrebno zgraditi večjo primerno romarsko cerkev, in gradnjo so začeli leta 1889, cerkev je večja, stara je bila recimo dolga 14 metrov, današnja ta romarska cerkev je pa dolga 39 metrov. Načrte je naredil nadinženir Robert Milkovič iz Gradca, gradnjo pa je vodil zidarski mojster Franc Valestini. Cerkev so posvetili leta 1900 in takrat naprej ni bila več podružnica Mošen, temveč neposredno podeljena knežo-škofijskemu ordinariatu v Ljubljani. Še pred cerkvijo zgrajen tudi frančiškanski samostan, v katerem prebivajo frančiškani, ki so postali oskrbniki cerkve.
Ob cerkvi so pa pustili popolnoma nedotaknjeno Marijino kapelo, ki so jo samo ometali s cementom in ji naredili novo pročelje, to je tukaj levo na fotografiji. Notranjščina pa je ostala popolnoma nespremenjena. Zavarovali pa so jo še zunanjim stavnim plaščem in pa z veliko kupolo na osmerokotnem tamburju. To kupolo so začeli graditi leta 1896, z bakrinov oblogo pa je prekril kleparski mojster Anton Belec iz Šentviga pri Ljubljani, ki je leto prej, leta 1895, izdelal Aljažev stolp na Triglavu. Pa še nekaj besed o tam v knjigi eno poglavje avtomobilizem, to se pravi danes, ne, in romanje, včasih so ljudje romali peš ali pa z vozovi, niso obiskali samo ene romarske poti, lahko so jih obiskali več. Potovanje je trajalo, kar nekaj dni lahko. Znano je recimo, da so štajerski romali preko Gornjega grada do Svetega Jošta, na Ljubno, na Brezje, na Bled, na Višarje in potem so zaključili na Peravi pri Beljaku, recimo, to je pisano. Skratka, romalo se je počasi, z peš, z vozovi, od 60 let pa tudi lahko z gorenjsko železnico, skratka z vlakom. Izstopili so v Podnartu, v Toča Globokem, potem so pa morali na Savskem mostu plačati mostnino, kar je danes veliko podobno parkirnini, recimo, ki je pobira krajevna skupnost. No, skratka, Brezje so pa ponavadi so romarske cerkve na kakšnih hribih ali pa gorah, ne. In tudi Brezje so dejansko dajale vtis, ne, da so na hribu. Predstavljajmo si, recimo, ko ni bilo tega viadukta v Peračici, ne, se je nekako treba bilo povzpeti po tem strmem briškem klancu, potem je bila tudi ena bližnica, recimo skozi gozd, ki je še malo bolj strma. Ljudje so pač, ko so prišli na ravnino, pa so zagledali to cerkev, no. Pot je bila počasnejša, ampak to je na nek način pomenljivejša, ne. Skratka, med so veliko potjo ali pa tem počasnim približevanjem je bilo veliko časa za kontemplacijo, za premišljevanje recimo svojih za obljubah in pa za samo uresničevanje. Bil pa je seveda tam le vidite eno razglednico, ne, imate Brezje pa Bled. Tudi takrat so se romanje že lepo povezovalo z turizmom. No, tukaj je samo, to bom samo na kratko, to je v bistvu ta veliko množične slovesnosti romanja je kar najbolj obsežen sklop v knjigi, ker jih je kar 140 takšnih dogodkov, tako lepo pisanih, ne. Po prihodu frančiškanov so slovesnosti ali pa srečanja na Brezjah že dobila bolj vseslovenski značaj, recimo. To se lahko lepo spremlja. Prva romanja v 60. 70. letih, recimo, so romali iz župnij, ki so pripadali, recimo, radovljiški dekaniji. Potem so bila romanja dekliških družb iz Gorenjske. Skratka, vedno bolj se je to širilo. Recimo leta 1904 pa je bil prirejen ta vseslovenski mladeniški shod na Brezjah. Tam recimo do konca svetovne vojne zelo malo fotografskega materiala o tem, kaj se je dogajalo na Brezjah. Tako da je v knjigi objavljeno skoraj vse, kasneje pa treba narediti kar zelo strog izbor, ker je fotografij dovolj bilo. Tole fotografije je tudi posnel radovljiški fotograf Alojz Rengar. Pa seveda leta 1907 je prišlo tudi do enega zelo pomembnega dogodka, ki je potrdil pomen, ki so ga Brezje do takrat že dobile. To je bilo kronanje Marije Pomagaj in pa tako na sliko Marije Pomagaj in pa Jezuščka. Marija Pomagaj in pa Jezuščka sta dobila dragoceni kroni. To je bilo peto kronanje Marijine podobe v naših krajih, ne, peto sploh nasploh. Namreč pogoji, ki jih Vatikan postavlja, ne, so zelo strogi in pa tudi vse prej zelo natančno preverijo. Kratko, kronanja so lahko samo tiste sloveče slike, ki jih ljudje z iskrenim zaupanjem častijo
In kraj čaščenja mora biti središče prave liturgične pobožnosti ali pa katoliške vere. Levo zgoraj je listina, s katero je papež Pij X dovolil, oziroma obvestil škofa Antona Bonaventura, da dovoli kronani Marije Pomagaj. No, skratka, prva je bila kronana Marija Pomagaj na Trsato leta 1715, potem je bila 17, leta 1717 v Travniku pri Novi Gorici bila kronana Marija iz Svete Gore, potem leta 1863, danes že kot ne pozabljena Marija iz Balbane pri Gradežu, pa leta 1869 iz Trsta, no, in tudi tukaj je pomemben podatek, Marija Pomagaj je bila kronana približno 100 let po nastanku, skratka, nastala je leta 1800 pa 1814, ne, katero varianto si lahko izberemo, ne, kateri bolj verjamemo. Recimo na Trsatu so pa skoraj 400 let, recimo, čakali nastanka, ne. To je še nekaj utrinkov, recimo iz kronanja, tam je bilo 30.000 ljudi, ne, velika slovesnost. V knjigi boste lahko videli, no, če se boste vzeli čas za prebrati, ne hvalim samo, recimo, ne, tam sem tudi vključil kot en primer enega političnega boja, ne, kaj so liberalni časopisi pisali takrat o tem, ne, recimo, ne, in kako je katoliški tisk odgovarjal, no. Skratka, tam desno zgoraj je pa spet takrat ob tem kronanju prišlo enega takega bolj odmevnega uslišanja. Po kronanju, ne, so Marijo podobljali pa Jezuščka s kronami na glavi, ne, kar pa ne drži merom, no, tako da ni to dokaz, recimo, da ima krona na glavi, da je slika nastala po letu 1907 ali pa da jo nima, ne, da je starejša, ne, skratka, tukaj je bilo kar precej svobode, no, tole sem pa izbral kot primer, no, spodaj piše Franc Ropret, redovnica, ne, to Franc Ropret je bil takrat pomočnik v Vodnikovi kamoseški in pa podoborski delavnici in je izdelal tudi tale relief, ki je popolnoma enak reliefu, ki je še danes nad vhodom v cerkev na Brezjah, ne, Franc Ropret je pa kasneje dolgo časa živel na Bledu, potem pa na Bingšu, desno je pa relief Marije Pomagaj, ki je nastal eno leto po kronanju, leta 1908, to je za župnika Franca Ksaverja Meška, ki je bil takrat v Mariji na Zidi, danes ga imajo v Koroškem pokrajinskem muzeju, okvir s temi narodnimi ornamenti, po katerih je bil Franc Ropret posebej znan, ne, je njegovo delo, relief, no, Marije Pomagaj je pa izdelal Vodnikov, veliko takrat najbolj nadarjen učenec Jožef Pavlin. Tudi ta slika, zdaj smo prišli nekako že do Prve svetovne vojne, je pa v cerkvi svetega Štefana na Blejski Dobravi, no, ni v cerkvi, pravzaprav je v zakristi, vidite v spodaj, malo poškodovana, slikal je Matija Brdaška, da pa je to bilo med Prvo svetovno vojno, pa priča to, da so med skupnimi prosečimi in pa med molilci, poleg vaščanov, poleg župnika, ne, tudi vojaki, ne, oziroma celo en ranjenec. Po Prvi svetovni vojni, oziroma od leta 1924, so se na Brezjah začeli vsako leto srečevati preko veterani oziroma slovenski vojaki, ki so sodelovali oziroma bili v avstrijski vojski. Brezje so se pa izbrali zato, ker dejansko slovenski vojaki, ne, so bili zastopniki poražene veliko države, ne, in niso imeli prav nobene državne podpore ali pa karkoli, ne, in so se odločili, ne, da se bodo vsako leto srečevali na Brezjah, to je pač eno od teh srečanj Zveze slovenskih vojakov, tudi dva vojaška korata sta bila pri tem zelo
aktivna. Na Brizah so nameravali postaviti tudi spomenik vsem padlim vojakom v prvi svetovni vojni, skratka vse Slovenije, v katerem bi imela vsaka župnija pač prostor, oziroma v posebnih šarah bi bila prst iz vsake župnije in na spomeniku bi bila napisana imena vseh teh vojakov. Temeljni kamen je bil postavljen, škof, to se pravi Gregorij Rožman ga je položil, Anton Korošec, to se pravi vodja Slovenske ljudske stranke, je prihajal na Brezje, tudi malo nadzorovati ta dela, potem je pa stopila prva svetovna vojna in je bilo vsega konec. Ne. Skratka, tudi ta zveza slovenskih vojakov, ki je, ko ni imela državnega podpore, je bila takrat, ko je leta 1931, ko je kralj Aleksandar uvedel diktaturo, takoj ukinjena, ker so ukinjena vsa nacionalna društva, tem so pa imeli v naslovu društva slovenskih, in so se znali tako, da so se preimenovali v Zvezo bojevnikov. Takrat naprej, v leta 1931, pa so veliko sestankovali na Brezjah pod imenom Zveza bojevnikov. Tam je zdaj zanimiva fotografija, tam je na Zabrki, tam je, vidite, to je general Rudolf Meister, no skratka. Pa še nekaj utrinkov od teh, to so res samo kratki utrinki, ki sem prej rekel po glavi, je toliko veliko, da niti nisem vedel, kaj mi izberem. Od leta 1927 so v Brezje začeli vsako leto prihajati tudi slovenski izseljenci, to so bili v Vestfalijo, v Rudarji, in takrat so prinesli tudi ta relief Marije iz črnega vestfalskega premoga in pa ta rudarski simbol, to je svetilka, rudarska svetilka, nad katero sta prekrižani bacoli, in odnedavno je ta kot to darilo tudi spet v Marijini kapeli. Desno sta pa dvoje fotografij, tudi enega pomembnega dogodka na Brezjah, to je bilo praznovanje 1500-letnice Efeškega koncila. Takrat je prišlo tudi izredno veliko izseljencev iz Združenih držav Amerike in so takrat posebej še izrazili željo za pospešitev beatifikacije škofa Fridrika Jerneja Baranje, skratka, želeli so ponovno, da bi Baraga postal svetnik. Pa seveda, to je ena od priložnosti ali pa od dogodkov, zaradi katerih je slika Marije Pomagaj vsaj za kratek čas zapustila Brezje, to je ostala je na željo slovenskih škofov, zaščitnica drugega euharističnega kongresa za Jugoslavijo, ki je bil v Ljubljani med 28. in 30. junijem 1935. Takrat so sliko posebej zaščiteno, tam vidite, ker jo levo zgoraj prenašajo iz cerkve, posebni zaščiti, posebej slovensko okrašenem avtomobilu, pripeljali v Ljubljano, najprej v ljubljansko stolnico. Na tej poti so jo ljudje pričakali, po tej poti naredila je 10 postankov. Pod to slikco, druga ta mala slikca, levo spodaj, je recimo sprejem v Kranju, posebej slovesen sprejem seveda v Ljubljani. Največja manifestacija, največji dogodek je bilo pa javno zborovanje na Plečnikovem stadionu, tam za Bežigradom, na katerem je bilo okrog 100.000 recimo ljudi. Potem je bila tudi nočna procesija, recimo, tam, v kateri je korakalo 50.000 ljudi. To je še dvoje utrinkov na ta dogodek. Pa še to je ena taka bolj kot zanimivost, to je Marija Pomagaj v tehniki čipke, ki so jo slovenske ženske ali pa slovenska ženska mladina izročila papežu leta 1939 ob kongresu katoliške ženske mladine. Tam je sodelovala 31 držav in te predstavnice so odločile, da bo naj vsaka izroči papežu tisto Marijo, ki je v osameti deželi najbolj čaščena, recimo Poljake so dali Čenstohovsko, Hrvati je Marija Bistrica, skratka, Slovenci so se pa odločili za to v čipki. Po osnutku slikarke Barje Remčeve jo je izdelala
načipkala, no, Lea Perhanova, in kot lahko beremo, ne, je veliko to slovensko darilo takrat pritegnilo največ pozornosti, pa tudi zato, ker je bila ta dekle, ki je izročilo, je bila oblečena v slovensko narodno nošo, ne, skratka. Zdaj pa je najbrž, tako predvidevam, slika v Vatikanska čipka, Marija Pomaga v čipki, uvrščena v zbirke Vatikanskih muzejev. Zdaj smo pa nekako prišli do druge svetovne vojne. Tukaj sicer fotografij ni, ne, je pa ena taka zelo zanimiva zgodba, v knjigi natančno popisana, ker sta dva frančiškana pripravila zelo natančni poročili, kaj se je dogajalo aprila 41 na Brezjah in kaj se je dogajalo z Marijo Pomage. Namreč kmalu konec aprila so na Brezje prišli Nemci in so odredili, da morajo frančiškani takoj, isti dan, zapustiti Brezje. Lahko je pa ostal samo najmlajši frančiškan, ne, vsi ostali so morali naslednji dan iti v Ljubljano, pač v svojo provinco oziroma druge samostane. Ostal je brat Jozefat Finžgar, ki je čez nekaj dni po predhodnem veliku dogovoru in pa načrtu vzel Marijo Pomage iz kapele, iz oltarja, je nadomestil za kopijo, ki je naslikal frančiškan Blaž Farčnik, sliko zavil in zavoj in preoblečen v steklarskega pomočnika jo je z vlakom pripeljal v Ljubljano. Najprej k frančiškanom, potem sta pa predstavnik frančiškanov in pa škola je Rožman odločila, da tukaj zaradi nemške okupacije ali italijanske ni dovolj varno in so jo čez nekaj dni poslali spet skrivoma naprej k frančiškanu na Trsatu. In tam je bila skrita, tudi skrita, ne. Nekaj časa jo je, to je bil pa Fra Krišpin Motočeč, frančiškan na Trsatu, skrival v postelji, ki je imela dvojno dno skupaj z njihovo, to je bila gospa Trsatska, nekaj časa je celo zakopana v kleti, do maja leta 1943, ko je Italija kapitulirala. In takrat maja se je Marija Pomage, skratka 2 let, sploh ni bila v Sloveniji, se je vrnila lahko, ampak v Ljubljano takrat. Takrat, ko se je vrnila, so pripravili tale dogodek, to je bilo 19. maja na Rakovniku, imenoval se je Marijine spravne pobožnosti. Pripravili so tudi prvo roman beguncev in pa izgnancev. To je bila velika slovesnost takrat, ne. Dali pa so sliko Marije Pomage na stranski oltar svetega Dizme v ljubljanski stolnici. Arhitekt Ivan Vodnik in njegova soproga Helena Vodnik sta pa izdelala ta težek, zelo masiven bakren okvir, ki je tehtal okrog pol tone, recimo, no. Skratka, v tem okviru je, oziroma na stranskem oltarju svetega Dizme v ljubljanski stolnici je bila Marija Pomage od leta 43, od maja 43. Danes je pa kopija, če boste kdaj šli v stolnico, ne. Takrat so postavili oziroma pripravili tudi tole Marijino znamenje, ki sicer spomin na en starejši dogodek na vogalu križank. Nastalo je tudi nekaj dost kopij, zanimivih, ki ima vsaka svojo zgodbo. Levo sta 2 kopiji, ki jih je naslikal slikar Tane Kregar. To spodnjo, ki je v cerkvi v Ribnici, je iz leta 1941 naslikal, je pa v italijanskem zaporu bolj ali manj po spominu, ker je imel samo eno majhno drobno podobico sestran, pa prinesla platno pa barve. V sredini je kipa je Rico Debenjak, sicer po vojni bolj znan kot grafik, ne, ki slika v ljubljanski stolnici s kopijo Marije Pomage, po originalu, ki je bil takrat v Ljubljani. Desno je pa ena njegova velika kompozicija, ki je naslikal za cerkev v Vrhniki. Če bi se jo dal povečati, bi spodaj videli, da tam gorijo ene vasi, oziroma ene naselja, ki so jih Italijani iz maščevanja takrat, oziroma zdaj pisali, požgali.
Po letu 1945, ne, vemo, da je Slovenijo zapustilo veliko beguncev, ki so bili v begunskih taboriščih v Avstriji pa v Italiji. Seboj so odpeljali tudi kakšne slike Marije Pomagaj in ti naši begunci so si skoraj v vsakem taborišču uredili bogoslužni prostor s kapelo. Tam v tej fotografiji, ki jih je več gor, ne, so samo oltarji s podobo Marije Pomagaj, ki so bili nekoč v begunskih taboriščih v Italiji. Spodaj so pa dvoje fotografij, eno prikazuje procesijo na Telovo, pa poroko v špitalu. Zgoraj je pa ta Marija Pomagaj, ki je danes v Muzeju slovenskega krščanstva v Stični. Bila pa je v špitalu. 17. junija, 15. junija se opravičujem, leta 1947, pa se je Marija Pomagaj, samo ta fotografija obstaja, ne, vrnila na Brezje. Po daljših pregovarjanjih, ker v Ljubljani so menili, ne, da, ker so se jo že navadili, ne, in tudi v stolnici je bilo potem veliko več ljudi, ki so prihajali k molitvi, k Mariji Pomagaj, ne, da bi bilo morda bolj koristno, da bi bilo v središču Slovenije, ampak so frančiškani posebej, ne, pač želeli, da naj se vrne tja, ne, kjer je nastala. No, skratka, kljub temu, da je takrat vladal veliko precejšen molk, se je verski tisk je bil takrat dobesedno leta 1947 ukinjen in vzhajal samen mehen list, recimo predhodnik Ognjišča ali pa Revije družina, ne. Kljub temu, da se to ni dalo nič propagirati, je prišlo peš, ne, ali pa z enim zelo natlačenim vlakom na Brezje takrat okrog 20.000 ljudi, ne, skratka, in od takrat naprej spet, ne, veliko zelo množična slovesnosti. Ta velika fotografija prikazuje proslavo 500-letnice Ljubljanske škofije leta 62. Potem spodaj je motiv srečanja romarjev treh narodov, treh dežel, ta konkretno z leta 83, vsi vemo, da je že 50 let, potekajo vsako leto od avgusta 69 na Brezjah romanja bolnikov, invalidov in pa ostarelih. Leta, kaj sem rekel, da v starem oltarju je bila Marija Pomagaj do leta 1954, na to pa so se odločili, takrat je bil škof Anton Volk, ne, da bodo naredili, oziroma Marijo Pomagaj postavili v nov oltar. Oltarna miza je še danes, ne, iz belega karalskega marmorja. Malo drugačno usodo je pa doživel ta oltarni nastavek z pozlačenim okvirom, ne, v katerem so kamni, recimo, ki ima z vseh, bi rekel, slovenskih dežel, pa bi drugim vsak teh kamnov na svoj pomen. Recimo en je kamen, ki ga je pa Tardonat Jug pobral tistega dne, ko so ga izpustili iz italijanskega zapora leta 1943, recimo, no, to sem si zapomnil. Skratka, postavili so jo v ta okvir, potlačen medevinast okvir, nad katerim se je dvigala, bi rekel, ta mreža, nekako, ki ne bi kot zavesa prekrivala ali kot tančica prekrivala oltar, ne, to so videli zelo lepo, ampak najbrž je bilo malce preveč sodobno, tudi če primerjate te dve fotografiji, ne. Ta oltar je bil na Brezjah samo do leta 77, ne, boste videli, da se kar precej razlikuje. Na enem so obsliki angelčki, pa na teh stebričkih so angelčki, na drugih so monštrance z napisi iz loretanskih litanij. Skratka, oltar so poskušali spreminjati, ne. Na to pa so Marijo Pomagaj postavili, ne, v ta oltar iz pozlačenih akantovih listov, ki je nastal po načrtu arhitekta Toneta Bittenca, iz rezlov, iz lesa, pa ga je kamniški rezbarski veliko mojster, ne, Max Bergant, ta umestitev pa že zelo spominja na postavitev Kranachove Marije Pomagaj v Innsbrucku.
Vidim, da se kar samo prebika tole, tudi sem jaz pritisnil. Najbolj sem že predolg, pa me nekaj spodbuja, ne. No, skratka, to je zdaj samo na kratko, kaj se je še na Brezjah dogajalo. Arhitekt Ivan Vodnik je v počastitev, kaj bi rekel, pri 30-letnice tiskal prej omenjenega drugega euharističnega kongresa za Jugoslavijo, ki je v Ljubljani, leta 65, zasnoval prireditev Porčeli, ki so jo okrasili z mozaičnimi medaljoni in z drugimi motivi, ki so jih izdelale šolske sestre v Radovljici. Leta 67 so postavili to kapelo Frančiška Asiškega v samostanski atrij, v katerem je bila takrat slika Frančiškega Asiškega, v nekaj časa mozaik z Marijo Pomagaj. Uporabili so pa tudi ta bakren okvir, ki ga je Vodnik takrat naredil za Marijo Pomagaj, ki je bila v ljubljanski stolnici. No, tukaj res samo na kratko, v knjigi je to natančno vse, pa tudi veliko tako dobrega spomina nimam, kaj vse se je dogajalo. Tudi kazalo je tam kar na 3 straneh, skratka, pomembni dogodki od razglasitve Marijinega svetišča za manjšo baziliko, to je bilo leta 88 na god svetega Vida, do posvetitve svetega naroda Mariji. Potem je bila Marija Pomagaj zavetnica praznovanja 1250-letnice krščanstva na Slovenskem, to je bilo 18. maja 96. Dan pred tem je pa Marijo Pomagaj na Brezjah obiskal papež Janez Pavel II, tukaj vidite, pa nekaj utrinkov. Tudi takrat je ob praznovanju 1250-letnice krščanstva je Marija Pomagaj zapustila Brezje in nekako šla do stadiona v Ljubljani, podobno kot takrat na kongresu za postanke v raznih krajih, pa do, kar smo praznovali, mislim, da pred kratkim 20-letnico 1. januarja leta 2000 je tudi Brezje razglašene za slovensko narodno svetišče. No, enkrat sem moral nehati pisati vso to kronologijo o Brezji in to se je zgodilo decembra 2016, ker zdaj se je potem se bi spet že nabrali, ko so na Brezjah odprli, uradno odprli muzej jaslic. Ampak knjiga se pa s tem še ne zaključi, to pa še za 5 minut imam, tako da bom še malo potrpežljivosti. Na koncu sem pa spet postal malo bolj umetnostni zgodovinar, nekako, Potem so pa še ena poglavja, ki govorijo o kopijah Marije Pomagaj, med slovenskimi izseljenci najprej, zbranih je 40, tukaj bom pa nekaj naštel, povem, najprej v ZDA. Prva med njimi so jo leta 1923, ko so ustanovili naselbino oziroma frančiškanski samostan v Lemontu, to je blizu Chicaga. Ta Lemont se danes nekako imenujemo lahko tudi ameriške Brezje. Kopijo je naslikal pater Blaž Fajarčnik, to je bil frančiškan, akademski slikar, ki je bil tudi frančiškan. To je fotografija leta 23 ob ustanovitvi te naselbine. Leta 26 je bil v Chicagu svetovni katoliški kongres, na katerega je prišel tudi ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič, ki je tega leta slovesno kronal lemontsko Marijo Pomagaj. Američani so bili seveda mnogo bolj napredni, ne samo, da so pripravili to fotoreportažo, ko nekako zgleda nekako škof, pač slovesno nagovori vernike, pojasni pomen kronanja, potem pa simbolno pritrdi krono pač na glavo Jezuške Marije, potem jih pa kakšen zlatar ali podlatar še pritrdi, tako da so pričvrščene tam gor, Ne samo, da so imeli to reportažo, celo film so posneli, ki je celo še ohranjen o tem dogodku. To je Le Monde danes. Američani, mislim, da 230 000, koliko je bilo slovenskih izseljencev v Združene države Amerike, ki so ustanovili nekih 800 naselbin ali pa postavili ali uredili okrog 40 do 50 cerkva.
V Clevelandu so bile 4 slovenske cerkve, danes sta aktivni samo še 2, ne. Ena je cerkev Marije Vnepovzete v Clevelandu, tam je slika, ki je naslikala uršulinka Pia Valentini, druga je pa cerkev svetega Vida Opara. Pa, to je tudi ena veliko zelo pomembna, malce pozabljena, saj pri nas, ne. To je slovenska kapela v Washingtonu, v narodnem svetišču Marijinega brezmadežnega početja. To je največja katoliška cerkev v Združenih državah Amerike. In Američani so se odločili, da bodo vsem narodnim skupnostim, vsem narodom, ki so nekako sodelovali pri oblikovanju ameriškega naroda, omogočili, da si postavijo svoje kapele. In Slovenci so se odločili, to se pravi slovenski izseljenci, da bodo v središče te kapele, ki je zelo lepa, po fotografiji, video nisem osebno, ne, postavili kopijo Marije Pomagaj, ki je naslikal Leon Koporc. Potem ob stranih sta reliefa iz časa pokristanjevanja Slovencev, priparja Francita Goršeta, na stropu vidite ljudsko ornamentiko, pa napisi, ne, in tudi napis tam na desni strani, v angleščini seveda, je pa en citat od Ivana Cankarja, ki nekako govori: "Ozrle se bodo vate oči Matere Božje in pod olažem božno." Skratka, Slovenci so se odločili za Marijo Pomagaj. Pa, zdaj smo že v Toronto, v Kanadi, ne, tam so pa po drugi svetovni vojni, tam kot leta 61-60, zgradili cerkev Marije Pomagaj, tudi tam je kopija Blaža Farčnika, in ta cerkev se pa dobila tudi ime Kanadske Brezje. Pa spominska cerkev Marije Pomagaj v Buenos Airesu iz 70-ih let, ki je nastala po načrtu arhitekta Marjana Ajlica na obliko pahljače. In je pa ena Marija Pomagaj, ki jo je za semenišče naslikal Marjan Koritnik. Pa Don Boskov zavod v hramu Ramos Mejia, tukaj je pa relief, ki ga je izrezlal Tone Oblak. Argentinci so postavili kar veliko kapel, slik in znamenj z Marijo Pomagaj, tako da nimamo samo argentinske brezje, imamo tudi mendoške brezje v kraju El Šarkalao, tako da piše, iz leta 1950 s kopijo Marije Pomagaj iz Janeza, bilo Janeza Plahute. Pa Avstralci, ne, tam so pa sploh nekaj posebnega, ne, skoraj da nimajo slikanih Marije Pomagaj, ne, vedno je ena druga tehnika. Tukaj je lesen relief, kot lahko vidite, v cerkvu svetega Rafaela v Marylandu, v Sydneyju, iz leta 77, relief je izdelal nek nemški rezbar, fotografija je pa iz obletnice, ki jo je imel pater Valerijan Jenko v Sydneyju. Pa Marija Pomagaj, to je bolj sodobna, z leta 91, ki je izdelal Cvetomejač, ki pa je kar je zelo zanimivo, v edini katoliški podzemni cerkvi v Avstraliji, to je v kraju Coober Pedy, tam so rudniki opalov, ker je tam tako vroče, da se ne da skoraj živeti, so preko celo mesto pripravili, veliko zgradili oziroma izkopali pod zemljo. Pa v kraju Adelaide, leta 83. So pa seveda kopije imeli, imajo tudi slovenski izseljenci po Evropi, ki so se od 30 let začeli zbirati v kraju Merlebach, to je Francija, potem pa v Habsterdiku, Marija Pomagaj, ki jo pa imajo, tukaj je tudi zanimiva, je pa malce bolj novejša, tam iz leta 1980, ki jo je pa naslikal en sošolec Filip, ki je bil sošolec tam današnjega župnika Jožeta Kamina na njegovo prošnjo. In takrat še ni bil posvečen, je bil lahko pa še zaljubljen, tako vse piše, recimo v družini se izmišljuje, ne. In zato ima ta Marija zelene oči, recimo, ker je tista njegova punca bila takrat zelene oči.
Pa v kapeli Zavoda Slovenik je tudi, oziroma Kolegija Slovenik v Rimu je tudi seveda ena taka dosti znana kopija, ki je naslikal Leon Koporc. Bila je deležna tudi enega vandalizma. Tudi Marija Pomagaj je bila enkrat žrtev veliko poskusa ropa, ampak takrat je bila po neki slučaju v oltarju kopija, ker je slikar delal v samostanu po originalu pač kopijo, no takrat so jo. No, skratka, deležna je bila enega vandalizma, mislim, da so jo ukradli te krone, potem je pa jo je imel papež Janez Pavel II ponovno krono leta 1971. No, pa čist na koncu, pa čist nekaj, samo še 2-3, mislim, da sta, je pa nekaj veliko kopij iz slovenskih cerkva. Če bi samo kopije slovenskih cerkva nekdo zbiral ali pa podpisal, imate spet ene take debele knjige, lahko recimo. Ta je iz cerkve Splečnikove, cerkve svetega Mihaela na Barju, lahko vidite po črno-beli fotografiji, da je prvotno bilo povsem drugače, kot je danes postavljen. Pa nekaj v ljubljanskih cerkvah, divo iz cerkve svetega Cirila Metodija v Ljubljani, tudi ta postavitev v steblu je Plečnikovo delo. Pa v sredini poročna kapela iz cerkve Marijinega oznanjenja, to se pravi pri ljubljanskih frančiškanih. Ta okvir zame je naredil Gaspar Max Bergant, pa desno mislim, da je iz cerkve svetega Antona Padovanskega v Ljubljani in še tukaj nekaj kopij, sem jih izbral bolj zato, ker imajo vse okvire, ki jih je naredil Max Bergant, od zgoraj Šutne v sredini, potem Žalec, Šmarjeta, Dolenjskem, spodaj pa Škofja Loka in pa cerkev svetega Miklavža oziroma Nikolaja v Novem mestu. Tole je zdaj to, kar sem imel, upam, da vas nisem preveč zamoril, pa da niste vi tukaj sami so v ljudnosti. Prav lepa hvala. Res lepo predavanje, lepa predstavitev, strokovna. Motiv je pa univerzalen. Bi ga rad dokumentiral s temole Plavčiča muzejskega društva Bled, ki vam ga poklanjamo za tvoj trud, ki si ga danes za znanje, ki si ga podelil s tem. Na hrbtni strani je staroselka, je ženska z deklico, zato tudi pravim, da je to motiv univerzalen, imena ne vemo, seveda nimamo virov, koliko si jih tukaj radil, ampak je pa resnično prisotna po celem svetu, pravzaprav ta motivika in to simbolno sporočanje. To prav se bi prav paše, da bi stole zraven. Tako da, res najlepša hvala. Mogoče, če vas še povabim, v februarju začnemo z Romanovi vseh tork ob 7. uri zvečer, 9krat zapored. Pripravljamo še 10. predavanje, bo presenečenje, je posebno povezano z Romanom, ki je bolj povezano z Rusijo in s Slovenijo v malo kasnejšem obdobju. Potem v bolj natančnem tem presenečenju bomo še govorili, za danes samo toliko. Potem smo pa že praktično v aprilu in računamo na tem, bomo se srečali spet s pisatelji in pesniki. Potem pa se nam zdi, da zaslužimo počitnice. Lepa za udeležbo.